A imajo visoke cene nepremičnin, visoke cene najemnine tudi kaj prstov vmes pri brezdomstvu? Ja, absolutno. Hvala za to vprašanje. Velikokrat smo mnenja, da je samo brezdomstvo nek del socialnih problemov ali pa zdravstvenih problemov, se pravi teh nekih dveh resorjev. In končno se mi zdi, da smo uspeli prepričati tudi odločevalce, da je to v bistvu stanovanjski problem. Zato to Jaz sem rečem. se zadnjič pogovarjala z enim od gospodov, ki je tukaj redno tam na Nazorjevi. On je očitno bival v sobi in mi je razložil na dolgo in široko, kako je obupan, ker more ven iz svoje sobe in da preprosto so cene takšne, da se mu sanja ne, kje bo dobil v bistvu nadomestno sobo. In sem se prvič začela spraševati, sem res, pa ti zberi 600 ali pa 700 evrov vsak mesec, pa da te sploh nekdo vzame, pa da ti bo sploh nekdo Vse. dal to Tako, najemnino. zdaj se mi zdi, da se tudi pri naših zaposlenih vidi ta frustracija, ko enostavno ne zmoreš najti sobe. Samski domovi so se spremenili v hotele in hostle, ali pa imajo res enormne najemnine. Dobiti stanovanje je pa pač misija nemogoče. Torej človek, ki ima, ne vem, ali bodisi denarno socialno pomoč, bodisi nizke dohodke, neko nizko plačo, ker tudi take osebe, ki nam prihajajo, mogoče celo nekaj delajo, ampak imajo minimalne prihodke. Kako boš, če si sam pač našel neko stanovanje? Največji problem vsega tega pa je, da je nekdo, ki se mu pač mogoče pozna malo, če rečem tako, življenje na telesu, in to ni šans, da bi nekomu dali tako stanovanje, a ne.